Na osnovni šoli 27. julija, to je šola, ki jo obiskujejo učenci s posebnimi potrebami, je danes popoldne potekala morda malce nenavadna okrogla miza oziroma pojasnevalni sestanek, na katerem so predstavniki občinske uprave, vodstvu šole in staršem pojasnili, kaj so mislili za najavo možne preselitve šole na drugo lokacijo. In kakšen je bil namen sestanka? Razlog je bila informacija, ki je bila objavljena v kamniških občilih in tudi na Radiu 1, in sicer o možnostih širitve vrtca v prostore osnovne šole 27. julij in selitvi naših učencev pač na drugo lokacijo. Morda je bilo majčkeno nerodno rečeno ali pa morda nerodno zapisano. Ni bilo poudarjeno, da selitev naših otrok, da verjetno je imel gospod župan v mislih to, da bodo imeli naši učenci takšne ali celo boljše pogoje za svoje delo. In tisto, kar je bilo zapisano dejansko, je bilo zelo dvomljivo in verjamem, da je v očeh staršev vzbudilo dvome in skrbljenost. Zato smo se pač odločili, da gospoda župana povabimo v naše vrste, da vam bo odgovoril na vaše vprašanja, da bo predstavil, kakšne možnosti so in morda bi še to poudarila, da se tukaj pogovarjamo, da to še niso dogovori, ker se pač za mene ima beseda dogovor večjo težo kot beseda pogovor. Zapisano je bilo namreč, da se že dogovarjamo, kar pa veste, da jaz pač kot ravnateljica mimo staršev, mimo sveta staršev, mimo sveta zavoda ne moram in ne smem odločati. In kako je zadevo pokomentiral župan? Vi ste slišali novico iz medijev in seveda mediji imajo radi senzacije, mediji radi hitro povzamejo nekaj, kar se sliši bombastično in potem da to že kar je in ne vem kaj. Torej, res je, kar je rekla ravnateljica, da se mi pogovarjamo. Pač, mi smo kot občinsko vodstvo in občinska uprava, seveda smo ljudje na teh mestih, ki imamo tudi nalogo in dolžnost občini in seveda prebivalcem zagotavljati določene, bi rekel temu, določene neugodnosti, ampak tisto, kar jim pripada. In seveda smo začeli pogovore v to smer, da vendarle vemo, kakšne so težave na področju vrtcev, predšolske vzgoje, ta šola v določenem segmentu potrebna obnove in tako naprej. Smo potem prišli na to idejo, da bi vašim otrokom seveda ponudili nadomestno lokacijo, ki pa seveda ne sme biti slabša od te, ki jo imajo danes. Še enkrat ponavljam, to so bili začetni pogovori in potem smo se mi seveda tudi pogovarjali z novo direktorico zavoda Cirius, ki sedi tukaj med nami, in tam ugotovili, da je tam prazen prostor. Ugotovili smo tudi, da so tam določeni pogoji, ki omogočajo nek višji standard. In tam vemo, da obstaja bazen, vemo, da je tam možna tudi konji so tam in tako naprej. Skratka, tam je ena izmed možnosti, ki se nakazuje. Nikakor vas občinska uprava ne misli peljati željnih čez vodo. Zdaj, nek primer imamo tudi pri osnovnih šolah. Ko so bili starši na osnovni šoli Frana Albrehta bili seveda iz medijev obveščeni o marsičem in tako naprej, in so potem tudi, je potem že ven prišlo slovo informacija, da se šole sploh ne bodo gradile in ne vem kaj že vse. Občinska
dela transparentno, pregledno in seveda ne želi ničesar skrivati. To mora biti vsem jasno. Dejansko tukaj imamo majhne oddelke, je na primer samo 6 otrok in pri školski vzgoji dejansko določene vsebine učnega načrta težko predelajo. Ne spoznajo se igro, košarke, tako kot je 4x4, 5x5, ker je premalo. Če bi bili, na primer, vključeni oziroma kot enota pri redni osnovni šoli, jim je to lahko omogočeno, ker lahko prehajajo programe. Tukaj pa nimam v bistvu nič proti gibalno oviranim, ampak dejansko ne vidim naših otrok v takšnem okolju. Se mi zdi, da v drugem okolju lahko dobijo in imajo tam, če izpustimo pogoje za delo, pač tudi večinske šole imajo telovadnice, kar se tiče pa bazena, pa hipoterapije. Zdaj sliš, integracija in inkluzija, to je totalna zmešnjava narobe. Ker mi imamo, recimo, združujemo otroke, ki so naredili šolo s posebnim reguljenim programom in tiste, ki so naredili skrajšan program, recimo Ciriusa in se potem znajdejo v našem okolju. Moram povedati, da so naši, oziroma vaši, kako ne rečem, te, ki so se vzgajali v tej šoli, socializirani, potem samozavestni, drugi pa niso. Zakaj ne? Zaradi tega, ker so bili zmeri ta zadnji in zmer so bili zatolčeni. Starši so bili precej kritični do besed komenskega župana o integraciji otrok. Ali pa hendikepiranost možganska, ne? In zdaj, in to, kar je gospa Škrinjar povedala, mi smo poskusili njim izpostaviti toliko stika, da bi naši varovanci koristili njihove slike. Ni posluha, ne? Vem sam, to, kar pominjajo, jakanje, plavanje, to nima čisto velikega pomena, ker nam niso naklonjeni. Mi proti plačil bi hodil, pa ne moramo dobiti. Prav? Tole na to državi. In odgovor župana? Tega vam jaz ne morem prav dati. Ravno to, če zdaj rekla, gospa, psi lajajo, karavana gre dalje. Ja, zato, ker gospa večina se damo vodati, oziroma se date vodati. Glede tega, jaz to nikoli več... Poslušaj, jaz sem mama in da boste vi kontakt skozi otrokom, kar sem jaz, pa se boste na to temo lahko oglasili. Vse spoštovanje, gospa Debr. Glede, jaz zato, ker vam hočem pomagati. Glede, zato, ker... Ne morate pomagati. Mislim pa, da s tem, če mi malo miselnost spremenimo. Gospa, gledajte, kaj delamo v Sloveniji, bom govoril, na upam se skušati, kar se vrca tiče, kar se šole tiče. Samo vidim enoumje, ki vlada v naši ubogi Sloveniji, kar se tiče varstva starih. Tle, gospa, pa z vsem spoštovanjem do vas, do vaših izkušenj. Bog ne daj, ker v človeku najlepšega, kar lahko naredi, da za svojega otroka čim bolj poskrbi, da ima svojega otroka gotov, raška cel svet in to je tudi prav. To se vam prav vidi in je prav, da tako, sej če tega ne bilo, glede boje je škoda, sej jedin, potem se ločimo odšdali. Samo nekaj vam hočem povedati. Mi smo bili že, no jaz sam sem bil samo dvakrat. Po Nemčiji smo še gledali domove za stare. Gospa, kako se je isto, gledajte, to spremeni miselnost. A dvote sam, kaj hočem povedati. Gledajte, miselnost v Sloveniji, vseh tistih od ministra za delo, pa tistih njegovih sekretarjev in tako. Miselnost v Sloveniji premakniti se ne da, ampak gre toliko počasi in tisti mejhni, pa malo se s tem mučimo, pa matramo doma med svojimi, ne moramo prodreti nikamor. No, na koncu so vendarle našli skupno rešitev, ki jo je povzela gospa ravnateljica. Dva predloga sta bila. Kolega Jemc je povedal, da strani trenutno, tako kot je, ne bi šlo. Kolegica Škrinjarjeva, ta trenutek, tako kot si to zamišljamo, tudi ne gre. Kar pomeni, je treba en korak naprej, je treba proučiti, kaj pa zdaj naslednja stvar, naslednja možnost. Mi se ne oklepamo teh stavbe z vsemi štirimi na tukaj moramo biti, ne? Ampak dejansko pa nekje, kjer se vidimo, kjer vemo, da bomo lahko kvalitetno delati tako, kot zdaj delamo. In moje mnenje je pač,
bodo še drugi povedali, da je to, če ne na svoji lokaciji, pa zraven ene od učilnic